S projektom SIP pri Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije želijo zagotoviti pogoje za delovanje Osrednje knjižnice za slepe, slabovidne in druge osebe z motnjami branja in njeno povezovanje z mrežo javnih knjižnic ter razviti modele usposabljanja in izobraževanja za delo z novo informacijsko-komunikacijsko tehnologijo. Kako pa do knjižnice mimo vseh smetnjakov, količkov in parkiranih koles? Zdaj, v veljavni zakonodaji je sicer nesporno določeno, da morajo biti vse stavbe v javni uporabi dostopne funkcionalno oviranim. To pomeni tudi slepim in slabovidnim. Slepi in slabovidni imajo enake informacijske potrebe kot videči. Prav tako želijo prebrati časopis, prisluhniti zgoščenki ali prenesti elektronske informacije s svetovnega spleta. Vendar zato potrebujejo dostop do informacij v obliki, ki jim ustreza. Branje predstavlja neko temeljno civilizacijsko vrednoto in da bo vedno pravzaprav zahtevalo nek napor, da nikoli ne bo povsem preprosto, da pa bo po drugi strani omogočalo veliko svobodo, tako v smislu spoznavanja sveta, kot seveda tudi v smislu domišljije, estetskih užitkov in pravzaprav bo v pomembni meri nadgrajevalo naša običajna življenja. Branje je znanje. In znanje je moč. Jaz lepoto res ne vidim kot neko tragedijo, ampak kot nek izziv, da poskušam res čim več narediti v tem obdobju, ko ne vidim. Drama slepote ni v njej sami, v odnosu družbe do nje.